pozdravljeni. Čas je za nogomet. Prvoligaški ples se bo danes prevesil v drugo polovico. Sliko smo v Kidričevem, kjer se bo kmalu začela prva tekma 19. kroga prve slovenske nogometne lige. V športnem parku se bosta pomerila domači Aluminij in Koper. Bručič. Jelič Balta se ponuja v zvezni vrsti, Vešner Tičič pa igra vendarle precej više. Tole je dobra žoga za Kahima Perisa. Kahim Peris strelja in obramba Janžekoviča. 25. minuta srečanja teče. Vešner Tičič bo seveda žogo podal pred vrata. Vešner Tičič. Še nevarno strelj proti vratom. Ubrani Janžekovič. Sijajna obramba Luka Janžekoviča, ki je na desni strani opazil Pečnika, ki osvaja prostor na desni strani. Pečnik pred vrata, krasna žoga Pečnika. Kidrič za Čerleka, mimo desne vratnice. Zelo strnjena, zelo kompaktna obramba Aluminija. Tule vidimo Osudžija, ki je iskal Perisa. Peris je zdaj na strelu, Peris strelja. Azemovič v bloku, ni še konec nevarnosti. To da potem odbija. Zelo odločno krenili v drugi polčas. Pri žogi je Vešner Tičič. Vešner Tičič, dvojna kombinacija z Barišičem, tole bo nevarno in odbija tam, mislim, da Aljaž Krefl na golovi črti. Obranili so se nogometaši Aluminija, tole je bilo zelo nevarno. David Adam bo žogo poslal na polovico Aluminija, Vešner Tičič je tam dobro skočil, Barišič se bori, tole bi lahko bilo nevarno, se opravičujem, Barišič gre naprej, krasno, Barišič pred vrata, tam pa sta zamudila Peris in pa Koli. Za Jeliča Balto, v težavah je Jelič Balta in tole bo prekršek v napadu, Jelič Balta pa rumeni karton že ima, zdaj bo tole zelo zanimivo videti. Že predtem je sodnik dosodil prekršek v korist Kopra. Rumeni karton za Marinška in zdaj gre razumeti nogometaše Aluminija, rdeči karton za Jeliča Balto. Neumna poteza hrvaškega nogometaša. Nogometaš iz Nove Gorice vstopil na mesto Osudžija ali pa Perisa, morda tudi na mesto Kolija. Podaja proti bližnji vratnici, Koper vodi, Lamin Koli je strelec in tudi na tem obračunu so rumeni kanarčki z igralcem manj prišli do vodilnega zadetka. Gambijec pa je dosegel 4. gol v letošnji sezoni in zdaj bodo morali nogometaši Aluminija drugače pristopiti, niso vajeni takšnih scenarijev, ko imajo igralca več in ko seveda morajo napadati. Koper pa je torej prišel do vodilnega gola. Takole podaja Skota, tam se je Koli odlično znašel na oddaljenejši vratnici. Max Barišič pa je vknjižil že 4. asistenco v letošnji sezoni, kajti on je bil tisti, ki je z glavo takole podaljšal žogo. Redko kdaj so se Kidričani v tej sezoni znašli v takšnem položaju. Odličen strel, vratnica Roka Kidriča. Z izvrstno fizično pripravljenostjo in pa s tekom. Vešner Tičič pred vrata, brani Janžekovič. Kakšna priložnost za Koper, da bi prišel do otipljive prednosti. Lepo Lamin Koli. Gambijec je poiskal Barišiča, dober obrat Barišiča, potem pa za Kolija, ki ni prišel do strela, je pa tu Peris strelja. Nkama pa na golovi črti, ubranili so se Kidričani. Želel je podati na levo stran proti Brestu, naprej napadajo nogometaši Aluminija, strel proti vratom, odličen strel in gol! 1-1, strelec pa je Haris Kadrić. 73. minuta srečanja, fantastičen gol Harisa Kadrića, strel z levico in to je drugi zadetek mladega napadalca v letošnji sezoni. Prvi gol je dosegel proti Muri na tem stadionu, zdaj pa se je torej še drugič vpisal med strelce. Lepo je nameril in z natančnim strelom ob oddaljenejši vratnici premagal Davida Adama. Takole zares zelo natančno odmerjen strel. Najprej si je lepo pripravil prostor za strel, tam bi Bručič morda lahko bil bolj agresiven ob Kadriću, zdaj pa povsem odprta obramba Kopra. Tule vidimo Pršo, ki preigrava Rok Prša. Povratna žoga za Čerleka, nevarno je bilo tole, mimo leve vratnice Adama je zletela žoga. Zdaj težko je seveda reči, da je bil Jelič Balta izključen neupravičeno.
Obstajajo pa seveda sodniki, ki Hrvatu ne bi pokazali rdečega kartona. Dobra podaja, priložnost za Aluminij, brani Adam. Zoran, do izključitve ste dominirali na igrišču, potem celo hitro zadeli gol, potem pa ste bili vendarle v podrejenem položaju. Ste vseeno pričakovali, da lahko zdržite z vodstvom? Ja, mislim, da smo imeli potem še dve res dobre priložnosti. Enkrat, če se ne motim, so nam celo s črte zbili. Imeli smo pač za zaključiti tekmo, nažalost je nismo. Na koncu bi lahko tudi izgubili, tako da moramo biti zadovoljni. Kar nekajkrat smo videli, da ste se na klopi močno razjezili. Ali menite, da ste bili kje oškodovani? Ne vem, mene moti, ker je, ne vem, pač preveč je nekih prekinitev in jaz bi pač sam rad, da se več igra nogometa. No, sem rekel tudi sodniku, čeprav naj nam ne piska favle, samo da se igra. Mislim, da je za našo ligo dobro, se pravi, če hočemo igrati Evropo, da moramo malo pustiti več duela. Je pa res, da je bilo nocoj malo nevarno, mogoče zaradi tega. No. Ampak nasplošno pa mislim, da nam malo premanjkuje tega duela. No. Pred tekmo verjetno remija ne bi podpisali, kaj pa zdaj, ko ste vendarle 30 minut igrali z igralcem manj, ste zadovoljni potem s točko? Ja, sigurno, se pravi, zdaj na koncu smo imeli, lahko bi tudi zmagali, ampak če sem realen, tako kot sem prej rekel, lahko bi pa dobili še kakšen gol. Tako da z igralcem manj pač moram biti zadovoljen z rezultatom. Najlepša hvala. Ivica, remi v Kidričevem, pred tekmo verjetno ne bi podpisali tega rezultata, glede na razplet pa ste lahko na koncu morda celo zadovoljni. Prišli smo po 3 pike, ampak ne vem, če bi se strinjal, da smo lahko zadovoljni s piko, tudi glede na prikazano na igrišču, kaj ti fanti so danes res pokazali en velik karakter in dokazali tudi danes skozi 90 minut, da nismo slučajno tu, kjer smo. Na koncu nam je nekako te nogometne sreče zmanjkalo, ampak nič, na koncu moraš biti tudi vesel s piko, kaj ti to je nogomet in če enkrat ti ne da, enkrat ti da, tako da mi gremo naprej, imamo še to eno tekmo, ki igramo doma pred našimi navijači in nadejam se pozitivnega rezultata na naslednji tekmi. Na vaši klopi smo videli veliko burnih reakcij, mislite, da ste bili kje oškodovani? Ne vem, mislim, če ste to zasledil, jaz to nisem zasledil, ampak mislim, da ni glede tega, da bi kaj zdaj se žalovali ali pa da bi govorili o tem, da smo kaj bili oškodovani, kajti mi smo imeli na igrišču svoje priložnosti, danes jih pač nismo izkoristili in nič, čim prej pozabiti in gremo naprej. Najlepša hvala. Do izključitve ste bili po mojem mnenju v podrejenem položaju, potem pa ste prevzeli pobudo in dobro napadali, kar sem med prenosom tudi povedal. Se absolutno strinjam z vami. Do izključitve, sploh prvi polčas, smo bili neprepoznavni, zelo slabo smo šli v tekmo. Bom rekel tako, da je bila slika podobna, kot je bila na treningu cel teden. Cel teden smo malce slabše trenirali in tudi v tekmo smo šli slabše, ampak na koncu koncev izključitev je bila zaslužena. Po izključitvi pa smo prevzeli kontrolo. Bom pa rekel, da smo v zadnjih 10 minutah vseeno kljub igralcev več in premoči posesti, ki smo imeli, odigrali preveč neodgovorno in pustili Kopru, ki pa ima izjemno kvaliteto, spredaj pustili Kopru, da so šli v tiste 2-3 kontre, to se nam ne bi smelo zgoditi. V drugi strani pa bi mogli biti malenkost bolj spretni pri teh zaključkih in mogoče na koncu bi se lahko veselili tudi 3 točk, ampak točka je povsem realni iztržek danes. Najlepša hvala. Haris, točka s Koprom, vi ste dosegli gol za izenačenje, ste zadovoljni s tem, kar ste prikazali in s tem, kar je pokazala ekipa? Pa glede na potek sreča, mislim, da je neodločen izid realen rezultat. Seveda, potem, ko so oni dobili rdeč karton, smo želeli to izkoristiti v našo prid. Napadali smo, nesrečno smo dobili gol, potem smo hitro izenačili, ampak na koncu nam ni šla žoga notri, ampak na koncu moramo biti zadovoljni tudi s to točko in gremo naprej na zadnjo tekmo proti Bravotu, kjer bomo iskali 3 točke. Na tekmi v naslednjem krogu boste igrali proti Bravo, ki je vaš bivši klub, boste zato še bolj motivirani? Pa potrudili se bomo kot ekipa proti vsakemu igrati enako. Mi igramo na vsaki tekmi na 3 točke in nič drugače ne bo proti Bravotu. Seveda pa se že veselim srečanja proti bivšemu klubu. Najlepša hvala.